Peugeot 308 je aktualni slovenski avto leta. Vrhunski avtomobil, tudi v našem uredništvu smo ga postavili na prvo mesto. Ampak pravkar smo preizkusili Peugeota, ki bo ta slovenski avto leta skorajda povsem zasenčil. In še v marsikaterem zapreseženem ljubitelju karavanov bo zbudil močan dvom. Namreč ta avtomobil ni smiseln samo takrat, ko ga ocenjujemo s pametjo. Ko pa ga pogledamo še v živo, no takrat se pa pogosto omehča celo srce. Dame in pa tudi gospodje, v mestu je novi lev. Ampak zakaj sploh primerjamo Peugeota 308 in pa 408? Saj res zdi se nesmiselno. Ampak oba Peugeota nekaj združuje. Vprašajmo. Družijo od pogonskih sklopov do, inovacij, ki so dejansko bile prvič predstavljene v 308. Avto zna slovensko, avto dejansko uteleša novo podobo Peugeota in nakazuje smernice prihodnosti. Nenazadnje pa, jih združuje tudi platforma. Ki je povsem enaka? Raztegnjena, kaj je tukaj? Medosna razdalja ni enaka. V osnovi, če govorimo iz gradnika ven, pa dejansko izvirata oziroma sta nastala na isti platformi. Ampak saj platforma je v bistvu neka osnova, ki jo vi lahko prilagajate, ne? V resnici to lahko bi tudi 508 kupe. Lahko bi ga imenovali marsikaj, ampak dejstvo je, da vseeno avto je manjši od 508 oziroma narejen drugače. Ko boste imeli svoje lastne kalkulacije, boste imeli 308 in 408 na isti postavki? Ne. Ne? Gre za samostojen model. Zelo zgovorno podatek. No, toliko stila kot na tem avtomobilu že dolgo nismo našli na enem samem avtomobilu in ponavadi bi rekli, da toliko baroka je že kar preveč, ampak tukaj nekako deluje celovito in to dejansko lahko rečemo pravzaprav objektivno, pa čeprav vam morda subjektivno kaj tudi ne bo všeč. Ampak poglejmo vsaj nekaj detajlov. Poglejte samo to masko, kako preprosto, enostavno samo z barvo so razporedili te rešetke, pa seveda kako preprosto, enostavno so dodali te levje čekane. In ja, ti žarometi so matrični in izvrstno svetijo ponoči. Pa da boste izpadli poučeno, ko se boste v salonu pogajali za ceno, vam povem še dva izraza, ki jih uporabljajo pri Peugeotu. No, ta dva zavihka, ki služita boljši aerodinamiki, no, temu pri Peugeotu pravijo mačja uhlja. Te luči pa označujejo kot levji kremplji. Pa še en detalj vam povem, namreč ta avtomobil je eden redkih modernih avtomobilov, ki nima zadnjega odbijača v enaki barvi kot siceršnja karoserija. Mimogrede, tale atraktivna modra barva ni za doplačilo, je serijska barva. Ampak nazaj k odbijaču, ta odbijač je klasičen, plastičen in prevzame tudi nekaj več energije trka, kot pa tisti klasični odbijači, ki so ponavadi zliti skupaj z zadkom vozila. Pa še en detalj vam pokažem, tale kamera ima zraven tudi brizgo, ki očisti tole kamero, da lahko vi nazaj pogledate v vsakršnem vremenu. Za samo bočno silhueto, to kupejevsko silhueto, pa seveda pravimo, da je fastback. Se pravi, če se poetično izrazimo, hitra ritka. In zakaj pravim hitra? Da se boste smejali, ampak zdaj bom povedal same iracionalne nesmisle. Ampak če pogledamo ta dva modelčka, ki imata triprostorsko klasično kupejevsko obliko, se pravi prednji del kabina in pa zadek. No, ko sem se s sinom igral z njim v peskovniku, je ponavadi sin pri teh avtomobilih predvsem rohnel, brundal zraven. Pri teh, ki imajo pa položen zadek, no, s temi avtomobili je pa vedno najhitreje divjal po sobi. V očeh mojega sina so bili teli fastbacki vedno hitrejši kot pa teli triprostorski kupeji a la Barracuda. Verjetno igra tudi tukaj kakšno vlogo to, da so te bolj kapljičasto oblikovani. Ampak omenil sem, da je 408 tudi racionalna odločitev. Namreč v primerjavi s tistim tehnično sorodnim Peugeotom 308 dobite tukaj bistveno več
prostora, bistveno več vsebine, bistveno več prostora dobite na zadnji klopi, bistveno več v primerjavi s kombi limuzino dobite prtljažnega prostora, seveda manj kot pa pri karavanu, ampak dobite pa bistveno višjo oddaljenost od tal. Ja, ta avtomobil je CUV, ni SUV, nima štirikolesnega pogona, tudi seveda ni pravi terenec, ampak jaz se s tem avtomobilom vendarle ne bi ustrašil makadamov. In vse te racionalne dodatke dobite za 1500 evrov doplačila v primerjavi s 308. No, ko smo že pri denarju, no tukaj spodaj pod tem motornim pokrovom je hibridni pogonski sklop. 408 je priključni hibrid, se pravi, lahko vozi tudi samo na elektriko in roko na srce glede na količino stila, ki mu res paradiranje potiho po mestu zelo, zelo ustreza. Ampak, tako kot velika večina Slovencev bi seveda pri tem modelu tudi mi skoraj da raje izbrali kar klasično bencinsko gnano različico. Namreč, razlika v ceni med bencinsko verzijo in pa hibridno verzijo je kar 9000 evrov. Ta cena je nastavljena glede na različne evropske razmere in pa seveda tudi na določene subvencije. In v tem primeru, v slovenskem primeru, je ta cena bistveno previsoka. Namreč, ta cena je previsoka zaradi tega, ker za teh 9000 evrov dodatka vi dobite komaj da dobrih 30 km električnega dosega. Potem je treba avtomobil spet napolniti z elektriko. In seveda 9000 evrov pri avtomobilu, ki stane 33 000 evrov, pomeni skoraj da tretjino cene. Seveda zdaj pride na koncu tisto tehtno vprašanje, kaj sploh ostane modelu 308, se pravi aktualnemu slovenskemu avtu leta. In ja, 308 ima nekaj adutov, še posebej karavanska verzija, ima bolj uporaben karavanski prtljažnik, ampak tudi 308 ima eno pomembno prednost in to je, da se pelje bolj dinamično. Namreč 408 je zelo udoben avtomobil. Ko pride pa do ovinkov in ko voznik želi tiste prave dinamične vozne lastnosti, takrat se pa bo v 308 počutil bolj prijetno. Več tistega športnega užitka bo dobil v 308. Ampak razlika v voznih lastnostih sicer je občutna, ampak verjamemo, da bo v le redkih primerih tudi odločilna. Vprašanje tudi, v koliko primerih bo odločilna razlika med 408 in pa 508. No, to 508 so prav pred kratkim prenovili in ji dodali še nekaj tega modernega Peugeotovega šarma. No, ko pa že omenjam 508, v tem modelu, pri tem večjem Peugeotovem modelu, pa dobite tudi eno prav posebno različico. Tisto različico, ki so jo zasnovali v Peugeotovem oddelku za motošport. In seveda govorimo o različici 508 Sport Engineered. Naj bo torej Sport Engineered vaš naslednji klik.